Gospod Franc Bogovič, evropski poslanec, lepo pozdravljen. Lep dober dan, pozdravljeni iz Koprivnice. Pa najprej takoj vprašanje, kako je v tem trenutku z delovanjem Evropskega parlamenta? V Evropskem parlamentu smo že prejšnji teden najprej opravili plenarno zasedanje v Bruslju, namesto v Štrasburu, po 2 dneh tudi zaključili in šli domov prejšnjo sredo z namenom, da smo doma prejšnji in ta teden. Glede na razvoj bolezni se bo to obdobje podaljšalo, tako da za naslednji teden je predvidena določena mini plenarka, na kateri bi obravnavali sklepe, ki jih je pripravila Evropska komisija kot odgovor na pojav koronavirusa, in to bo prvič, da bomo imeli glasovanje preko nadaljavo, se pravi preko mailov, in ne bomo prisotni v Bruslju. Torej, katere ukrepe v tem trenutku pripravlja Evropska unija oziroma Evropski parlament za blaženje teh negativnih posledic tega koronavirusa, ki se razpase po celi Evropi? Prva stvar, ki je bilo že najprej načelen dogovor o neki evropski solidarnosti, ki je resnici na ljubo takoj na začetku padla na izpitu. Nemci in pa Francozi so takoj zaprli dostavo mask in pa zaščitnih oblek Italiji. Tako da to je bila prva stvar, ki se poskuša urediti. Po drugi strani pa tudi gre se v bitko s časom za izdelavo cepiva proti koronavirusu. V raziskave Evropska unija vlaga stotine milijonov evrov v različnih inštitutih, tako da gre ta aktivni del. Potem Evropska komisija pripravlja sedaj tudi centralne zaloge teh zaščitnih sredstev, s katerim lahko pomaga državam. Se pravi, prvi del je ta, potem omejitev prometa zunaj Evropske unije z zunanjim svetom, režim znotraj Evropske unije, tako da je to prvi proaktivni del boju proti sami bolezni. Drug tip ukrepov pa gre v smer, kako ublažiti gospodarske posledice krize, ki bodo zagotovo zelo velike. Tako je Evropska komisija pripravila predlog za 750 milijard evrov velik finančni paket, v katerem bi spodbudili gospodarstvo. Slovenija iz tega dobi slabe 3 milijarde evrov in bo na razpolago, to je približno tretjina slovenskega proračuna, se pravi je zelo konkreten znesek v višini kar 6% bruto družbenega prihodka, s čimer se bo poskušali čim bolj omiliti te posledice. In zadnja stvar je tudi zelo intenzivno razmislek o tem, da bi se preostanek še neizkoriščenih kohezijskih sredstev lahko prav tako preusmeril sedaj v ukrepe, ki bodo primerni odgovori na gospodarske probleme kot posledica koronavirusa. Torej, koliko bi zdaj bilo tu lahko za Slovenijo skupaj na razpolago sredstev? Kar se Evropske unije tiče, kot smo že dejali, slabe 3 milijarde evrov je direktno iz tega paketa, kjer so finančni inštrumenti, ima pa Slovenija še na razpolago za pokoristiti od 3 kar 2 milijarde evropskih sredstev. Zagotovo je velika večina teh sredstev že razporejenih, vendar pa samo ocenjujem, da pa tam kakšno slabo milijardo bi pa zagotovo lahko tudi še iz kohezijskih sredstev preusmerili prav v ukrepe, ki bodo odgovarjali tam, kjer je najbolj potrebno omiliti gospodarske posledice koronavirusa. In kdaj bi lahko bila ta sredstva na razpolago? Evropska komisija predvideva zelo hitre ukrepe in tudi sama Slovenija iz tega, kar smo poslušali zadnje dneve iz sporočil vlade, predvideva hitre ukrepe. Zagotovo pa smo v času, kjer je več poudarka trenutno še na sami zajezitvi virusa, da čim prej preidemo iz tega stanja, ko smo pravzaprav blokirani v karanteni, v stanje, ko bomo lahko normalno funkcionirali. Še morda za zaključek najnega pogovora, imate še kakšno posebno sporočilo vsem Slovenkam in Slovencem? Ja, jaz mislim, da je na nek način čas za resnično samodisciplino. Ne smemo ponavljati napak tistih, ki so
plača zelo veliko ceno kot naši sosedje v Italiji in enostavno tudi delno spremeniti svoj način življenja, tako v tem času, ko imamo samo krizo. Zagotovo pa bomo morali razmisliti tudi, kako se obnašati v bodoče, predvsem v tem kontekstu, da je se pokazalo, da je ta globalen svet in njegova ureditev zelo krhka in se moramo zelo zanašati na nase. Tudi v Evropskem parlamentu smo prejšnji teden, ko smo obravnavali to krizo, zelo velikokrat ponovili besedo samooskrba, ki je bila prej na nek način skoraj bogokletna glede na enotni evropski trg. Stvari so zelo resne in kaže na to, kako mora človek in država misliti tudi samo o sebi in na nek način znati predvsem te osnovne tri varnosti, se pravi vojaško, energetsko in pa prehransko upravljati tudi znotraj svojih meja. Gospod Bogovič, hvala lepa za vaš čas in za zanimive informacije iz Centra Evropske unije. Hvala tudi vam in veliko zdravja želim vam in vsem v vaših koncih.